hrvatskom gradivu i arhivima, prijedlog Mosta nezavisne liste, koji je tada bio dio vladajuće političke garniture i Ministarstva kulture Vlade Republike Hrvatske. Navedeni prijedlozi još jednom su ukazali na ozbiljnost problema koje znanstvenici i drugi korisnici imaju u pristupu i korištenju arhivskog gradiva druge Jugoslavije, čiji je dio bila i Hrvatska, odnosno gradiva od 1945. do 1990. A rasprava koja se povela ukazala je na probleme s kojima se danas suočava hrvatsko društvo, duboko podijeljeno u znatnoj mjeri i zbog svog povijesnog nasljeđa, odnosno nasljeđa totalitarnih režima. Iako deklarativno, u Hrvatskoj postoji visok stupanj suglasja o tome da je suočavanje s prošlošću nužno, da bi se za budućnost izvukle pouke iz iskustva života u nedemokratskim režimima. No međutim, kada je Most, znači početkom veljače 2017. izašao s prijedlogom o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, kojim bi se učinilo dostupnim sve arhivsko gradivo nastalo prije 22. prosinca 1990. pokazalo se da o tom pitanju ne postoji jedinstveno mišljenje. Iako su se svi su akteri rasprave isticali da im nemaju ništa protiv otvaranja arhiva, uslijedile su izjave kako je to sporedno pitanje, te da s obzirom na loše stanje u državi, društvo ne treba dodatno opterećivati prošlošću, nego misliti na budućnost. Uz čest dodatak da je za budućnost Hrvatske puno važnije što se događalo od 1990. do danas. Isticalo se također da otvaranje arhiva Hrvatskoj neće donijeti ništa dobro, pa čak i da bi moglo izazvati haos u državi. Iako prije višegodišnjeg sustavnog istraživanja nije moguće odgovoriti na pitanje što nam donosi otvaranje arhiva iz razdoblja socijalizma, unaprijed se isticalo da se neće dogoditi ništa dramatično, da se samo radi o pokušaju da političari skupe dodatne bodove. U tisku smo mogli čitati da neće doći do nikakve lustracije, već će se što više u arhivskoj građi naći objektivniji prikaz situacije, stvari se demistificirati, te će se shvatiti da su u različitim povijesnim trenucima različiti ljudi radili za opće dobro možda i više nego danas. Osim toga, da je i kriminal bio manji nego danas, a političari su bili u osobnom smislu daleko pošteniji nego danas. Iz ovih izjava može se iščitati da se u krugovima iz kojih su potekle smatra da stanje u društvu, današnjem društvu Hrvatske, nije odraz neraščišćenih dionica nedavne prošlosti. Što se tiče povjesničara, jedan dio isticao je da arhive treba nužno učiniti dostupnima, da zato nikada nije kasno, te da su podjele u društvu toliko duboke da ih otvaranje arhiva ne može dodatno produbiti. Naglašavalo se da je ustaški i totalitarni režim osuđen i da više nitko relevantan u Hrvatskoj to ne dovodi u pitanje, za razliku od komunizma koji je u Hrvatskoj preživio te se u potpunosti prenio u današnje hrvatsko društvo i institucije. To je po mišljenju ovog dijela povjesničara je zapravo i glavni uzrok naše slabosti, nemoći i beznađa, te je upravo zato javnosti, odnosno ljudima, potrebno pokazati kakav je bio komunistički i totalitarni režim. Onima koji su tvrdili da se treba okrenuti budućnosti, upućena je poruka da je pitanje otvaranja arhiva dio budućnosti i da se u nju ne može zakoračiti s utezima koji nas drže u prošlosti. Među velikim istraživačkim temama ističu da bi ti povjesničari koji bi se mogle otvoriti predloženim promjenama u dostupnosti arhivskom gradivu, apostrofirane su dvije. Pitanje karaktera socijalizma s ljudskim licem, a druga je istraživanje početaka elite koja danas dominira u Hrvatskoj. Druga skupina povjesničara također je naravno bila za otvaranje arhiva, no između ostalog upozoravali su da bi analiza arhivskog gradiva i socijalističkog razdoblja mogla izazvati zbunjenost u javnosti, jer će dokumenti pokazati da je komunistički režim, kada se sagleda u cijelosti, bio daleko od zločinačkog, da su brojni političari iz toga vremena više korisno učinili za svoje sredine od većine njihovih demokratskim putem izabranih nasljednika. Osim toga, isticalo se da je rad službe sigurnosti najvećim dijelom se odnosio na suzbijanje međunarodnog terorizma, borbu gospodarskog kriminala i korupcije. Naglašavalo se također
da je velik broj intelektualaca, katoličkih svećenika, današnjih desnih političara, pripadnika hrvatskih oružanih snaga i policije na razne načine surađivao s tom službom i to najčešće svojom. Usto i opet postavljalo se i pitanje odnosa prema razdoblju nakon 1990. Odnosno, hoće li hrvatske vlasti, kako se kaže, biti tako ažurne, da za nekoliko godina povjesničarima dopuste uvid u dokumente Ministarstva obrane, MUP-a, Ureda predsjednika Tuđmana i sl. Jer se opet hrvatske građane to možda i više zanima od socijalističkog razdoblja. Jedna od teza koja se mogla čuti bila je da bi politika već odavno se pozabavila arhivskom građom, da u njoj se nalazi nešto jako osjetljivo i važno. Prisutno je bilo naravno i mišljenje da se dostupnošću dokumenta same po sebi neće otvoriti rasprave i neće odnesati politizaciju. Nakon svih tih i takvih mišljenja i rasprava, koji su mjesecima punile novinske stupce, Hrvatski je sabor početkom svibnja 2017. 20-ak dana prije lokalnih izbora u Hrvatskoj, bez jednog glasa protiv, usvojio prijedlog MOST-a i donio odluku o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o arhivskom gradivu i arhivima, kojim je omogućeno nesmetano korištenje arhivskog gradiva, dakle prije 22. prosinca 1990. odnosno dana kada je donesen prvi demokratski ustav Republike Hrvatske. O prijedlogu zakona pretpostavljam novog cijelog, dakle ovo su bile samo izmjene i dopune, Ministarstvo kulture radi na cjelovitom zakonu, pa će vjerojatno reći nešto dr. Poljičak. Ali među ovim korakom zapravo učinjen je značajan pomak prema suočavanju prošlosti. Međutim, kakve će biti posljedice, odnosno rezultati, u ovom trenutku mi to ne možemo znati. No usprkos spomenutim različitim mišljenjima i očekivanjima treba naglasiti da nas samo sustavno arhivsko istraživanje, odnosno proučavanje prošlosti i njezino razumijevanje, pa ma kakva ona bila, vodi prema budućnosti bez ideoloških podjela, sukoba i mržnje. Iako za suočavanje s prošlošću ne postoji univerzalni recept, iskustva zemalja koje su na tome putu, usudila bi se reći znatno ispred nas, uvijek su dobrodošla i iz njih se može dobro naučiti. Zato, dragi i poštovane kolegice i kolege iz Njemačke i Slovenije, dobrodošli u Hrvatski institut za povijest i hvala vam što želite svoje iskustva podijeliti s nama. Hvala ravnateljici na više nego sadržajnom pozdravnom govoru. Ovo je bilo in medias res. Ja bih pozvao doktoricu znanosti Andreju Valić-Zver, ravnateljicu Študijskog centra za narodnost pravo iz Ljubljane, da nam se obrati i pozdravi. Hvala lepa za besedo. Dovolite mi, da govorim v slovenskem jeziku in prepričana sem, da boste mnogi razumeli, sicer pa je na voljo tudi simultani prevod. Spoštovani državni tajnik Ministrstva kulture Republike Hrvatske, dr. Poljičak, draga spoštovana kolegica dr. Jasna Turkal, spoštovani direktor Zagrebške izpostave Konrad Adenauer Stiftung, dr. Lange, spoštovani dragi kolega iz Sarajeva, dr. Gimmel, dragi kolega iz Nemčije, Rakovski, vsi spoštovani gostje, dragi gospe, dragi gospodje, prijatelji, lahko rečem se z inštitutom, ki ga vodi dr. Jasna Turkal, seveda zelo dejavno sodelujemo že nekaj časa. Zelo sem vesela za vabilo na današnjo konferenco. Res se zahvaljujem, da pozdravim v imenu Slovenskega študijskega centra za narodnost pravo. In sem se rada zahvalila Zagrebški podružnici Konrad Adenauer Stiftunga, ki je res prepoznala to nujo ukvarjanja z preteklostjo, z posledicami, ki so jih pustili tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, totalitarni režimi, ki so
postošili ti muzeji v 20. stoletju. Študijski center za narodno spravo je institucija, ki jo je ustanovila prva vlada Janeza Janše leta 2008 in sicer za ukvarjanje, kot sem dejala, z vsemi totalitarizmi. In mi nismo samo raziskovalna inštitucija, znanstveno raziskovalna, ampak se ukvarjamo z mnogo čim in več kasneje. Spoštovani, prav gotovo živimo v času, ki je poln izzivov. Pred nami, Evropejke in Evropejci, je mnogo geostrateških izzivov. Ne bom se poglabljala, ampak ne omenim samo nekatere. Terorizem, radikalizacija islama, težko obvladljivi migrantski tokovi, Brexit, katalonska kriza, ranljivost evropskega obrambnega sistema, porast ekstremističnih skupin, energetska odvisnost, nizka rodnost in tako naprej. Skratka, cel problem. Ampak vendarle naj izpostavim eno težavo, za katero se mi zdi, da je ključnega pomena. Sicer gre za to, da se zdi, kot da v evropskem prostoru zaupanje v demokracijo upada. Demokracijo, torej sistem, ki ga je Winston Churchill nekoč označil kot najboljšega izmed slabih, ki smo jih ustvarili, ampak vendarle najboljšega izmed slabih. Glede, mnoge ankete kažejo, da se zaupanje v avtoritarne osebnosti, v avtoritarne oblike vladavine ponovno krepi. In to je težava. In evropski prostor, to moramo priznati, je začel nevarno spominjati na tistega iz 30 let prejšnjega stoletja. Na čase, ko se je krepil sistem, režim, smrtonosni režim Hitlerja v Nemčiji, Mussolinija v Italiji, Stalina v Sovjetski zvezi, Salazarja na Portugalskem in pa drugi. In takrat so ti režimi želi ovacije množic. In včasih se zdi, kot da je Evropa izgublja svoj zgodovinski spomin. Kako je to mogoče? In naj poskusim odgovoriti oziroma razmišljati skupaj z filozofom Žoržem Santayano, sem pripričala, da vsi poznate njegovo misel, ko je dejal, tisti, ki pozabijo preteklost, so nujno obsojeni na njeno ponavljanje. In njegova misel je vedno znova aktualna. Namreč, vedno znova se potrebuje dejstvo, da ljudje, ki pozabijo preteklost, ki ne vejo ničesar o preteklosti, ali pa vejo malo, ali pa poznajo samo tako imenovane fake news, ne razumejo sedanjosti, jo ne razumejo in sprejemajo napačne odločitve. In zato menim, da je za našo skupno demokratično evropsko preteklost nujna refleksija preteklega za našo skupno evropsko prihodnost. In glede v nedavnem praznovanju 60-letnice Rimske pogodbe so mnogi ugotavljali, da je bil projekt evropskega združevanja po drugi svetovni vojni projekt ustvarjanja miru. Projekt zagotavljanja miru. Ampak včasih se zdi, kot da je Evropska unija v tej silni želji po ekonomskem napredku, tudi, če hočete, političnem združevanju, političnem uspehu, po fiskalnem združevanju, naletela na eno oviro, na eno čer, kot rečemo, ki se reče oblikovanje ustrezne demokratične politične kulture. To vidimo recimo tudi v številkah, ki nam kažejo udeležbo na volitvah. Ta je zlasti v nekdanjih komunističnih državah, med njimi tudi Slovenija, strašljivo nizka. Torej, udeležba na volitvah je nizka in še posebej med mladimi. To je zastrašujoče dejstvo. In zato mislim, da je pač ustrezna refleksija preteklosti, torej resnica, pravica in spomin
Zato tisti tri pogoji, ki nam dejansko zagotavljajo evropsko demokratično prihodnost. Kot nam je verjetno znano, je bila v Evropskem prostoru sprejeta cela vrsta ukrepov, resolucij, deklaracij, ki govorijo o nujnosti odprave zapuščine totalitarnih režimov, o tem, kako je potrebno pač upraviti s to politiščino. Ti ukrepi so se zlasti namrežili, ali ta percepcija Evrope, da je del držav, ki je bil za železno zaveso, je bil tudi naš prostor, zelo trpel, ampak v letu 2004, ko so vstopile nove članice v Evropsko unijo, bi pravzaprav morda lahko rekli, ja, da se je zavest Zahodne Evrope, otrpljenje Vzhodne Evrope povečala, ampak še ne do tako mere, kot bi si želeli. In zato je nujno, da vedno znova ponavljamo prepričanje iz tiste znane evropske resolucije Evropskega parlamenta iz leta 2009, da je zavedanje zgodovine, torej zavedanje naše skupne evropske preteklosti, eden od predpogojev za to, da se v prihodnosti izognemo podobnim zločinom. Rada bi še omenila, da je bila na temelju te evropske resolucije ustanovljena povezava podobnih institucij, kot je Slovenski študijski center za narodno spravo. To je platforma evropskega spomina in vesti, da je v njej združenih več kot 50 podobnih institucij iz vse Evrope in sveta. In da ta platforma zelo dejavno deluje. Naj pomenim tudi zanimivo dejstvo, da v Evropskem parlamentu obstaja posebna skupina evroposlancev, ki se nadela ime Sprava evropskih zgodovin. In zanimivo, da je v njej poleg slovenskega poslanca dr. Milana Zvera član tudi sedanji hrvaški premijer Plenković. Rada bi omenila, da slovensko predsedstvo Evropske unije, to je bila prva polovica 2008, je nekako zagnalo ta evropski proces soočanja s totalitarno preteklostjo, predvsem soočanja z totalitarnim komunizmom. Naj zaključim svojo mislijo, da seveda evropske ustanove, od komisije do parlamenta in drugih institucij, na deklarativni ravni seveda zavračajo zločine, ki so bili storjeni v imenu komunizma, nacionalnega socializma, fašizma in tudi drugih avtoritarnih režimov in totalitarnih. Ampak roko na srce, kljub tem zavezam se pa evropske institucije zelo obotavljivo lotevajo teh tematik počasno. Dejstvo je, da sta bila tako fašizem kot komunizem, kot nacionalni socializem obsojena, ne samo, bi rekla, na sodiščih, ampak tudi politično, moralno. Dejstvo pa tudi je, da se komunizmu kot najbolj uničujočemu režimu ni zgodilo enako. In zato je potrebno vedno znova in znova poudarjati, da je prihodnost demokracije odvisna od preteklosti. In ta preteklost najmetno očekuje na našo sedanjost. Glede, še posebej veliko odgovornost za ohranjanje demokracije in pa za posredovanje teh bolečih izkušanj za prihodnost demokracije, ki ni brezčasna. Torej je minljiva, je lahko zelo hitro minljiva. Zelo veliko odgovornost nosimo mi, Slovenci, Hrvatje, mi, ki smo imeli s temi tremi uničujočimi totalitarizmi tako grozne izkušnje. Malo več o slovenski izkušnji bom seveda povedala kasneje v svojem referatu. Še enkrat hvala vsem, da ste prišli in hvala za vašo pozornost. Za Slovenije iz Hrvatske. O društvenom i političkom suočavanju sa totalitarnom prošlošću u Sloveniji
doktorica znanosti Andreja Valić-Zver. Doktorica Zver, izvolite. Hvala lepa in seveda hvala lepa mojim kolegom za te čudovite prezentacije, tako bi rekla, te boleče sensitive issues, tematike, s katero se vsakodnevno ukvarjamo. In včeraj sem se s kolegom Lucem pogovarjala zvečer, kako pravzaprav ta tematika na vse nas vpliva. Uc, recimo, piše pesmi, piše zgodbe. Jaz grem v gost, da se malo nadiham, da se očistim dušo. Ker ko se srečuješ s temi grozljivimi kršitvami človekovih pravic in temeljnih svoboščin, seveda si ne moreš misliti, da je človek zmožen storiti, da smo zmožni drugi drugemu storiti tako pozor. Ampak gledajte, zgodilo se je tako Slovenci kot Hrvatje, kot sem že rekla, smo v 20. stoletju doživeli tri totalitarizme, fašizem, nacionalni socializem in komunizem. In posledica tega so 10.000 in 10.000 žrtev. Ne nazadnje v Sloveniji imamo več kot 630 zaenkrat evidentiranih morišč po drugi svetovni vojni. In kot vemo, je bilo do začetka 90-ih let, torej do, lahko bi rekla, nastanka samostojnih tako Slovenije kot Hrvaške o teh temah prepovedano govoriti. Kdor je odprl usta, je seveda utrpel hude posledice, izgubo službe, ni smel študirati, tisti najhujši seveda so šli v zapor. In o strahotah fašizma in nacizma se je lahko govorilo, seveda o strahotah komunističnega totalitarizma pa molk. Ampak jaz vedno poudarjam, da molk ne zdravi nam. Jih ne zdravi. Travme ostanejo. Travme v narodu ostanejo. In Slovenci se recimo srečujemo z visoko stopnjo samomorilnosti, z ogromno alkoholizma, z ogromno zadrogiranosti. Število prometnih nesreč je visoko. Če primerjamo z recimo zahodnoevropskimi demokracijami. In strokovnjaki, ki sodelujejo v študijskem centru za narodno spravo, pravijo, da vedno, ko nekdo pride k njim, recimo na psihoterapijo, ko pride ljudje k psihiatru, vedno so vse zgodbe odvijajo nazaj v čas druge svetovne vojne ali pa leta po drugi svetovni vojni. Še enkrat poudarjam, molk ne zdravi lani v travmah, narodnih travmah, je treba govoriti. Zdaj, čisto na hitro, jaz bom malo skrajšala svoj prispevek. Veliko so seveda že kolegi povedali, zakaj je potrebno, da govorimo o teh temah, ki so boleče. Tukaj je nekaj prizorov iz našega vsakdana. Huda jama, vstop v pekel, ki je bila odprta leta 2009, tisoči in tisoči zarižanih trupel, ki so bila nekoč človeška bitja, v vsej svoji grozoti, pahneni v jamo, ustreljeni, zadušeni, umrli v najhujših mukah. In takrat je to dejstvo, to odkritje hude jame, ki je nekakšen simbol trpljenja, pretreslo ne samo Slovenijo, tudi Hrvaško, tudi Evropo, širše v svetu odmevalo. Danes se huda jama pač na nek način ureja, ampak do enega, bom rekla, memoriala, podobnega kot je recimo Auschwitz ali druge podobe groze, do tega je pa še daleč. In potem imamo seveda aktualne, skrajne, že tako leve kot desne, ki se v marsičem najdejo, zlasti v teh totalitarnih vzorcih razmišljanja, so se izjemno podobni. Rada bi vam zelo nakratko predstavila nek
neko schemo spravnega procesa pomirjenja, pomirbe, ki so jo ustvarili švicarski strokovnjaki, ki se ukvarjajo s posledicami vojne. Oni pravijo, da je za spravni proces ali proces tranzicijske pravičnosti izjemno pomembno delovanje pravne države. Rule of law, mora delovati. Pravna država v Sloveniji je zelo šibka, tako da žal tukaj seveda smo v marsičem padli na izpitu. V Sloveniji recimo sta bila samo nakazana zgolj 2 procesa proti 2 komunističnim zločincem, perpetrators. Eden je Mitja Ribičič, ki je bil takrat leta 2005 še živ, poveljnik Udbe, ki naj bi seveda domnevno ukazal smrtitev več kot 217 ljudi in zadeva ni prišla pred sodišče, padla je zaradi pričevanja pač 2 naših kolegic, ki so trdili, da tisti podpis pač ni nujno podpis Mitja Ribičiča. Skratka, zadeva ni prišla pred sodišče. In druga zadeva, proces proti poveljniku koncentracijskega taborišča Šterntal pri Ptuju, ki je tudi ni prišel pred sodišče, ker je sodnica zavrnila obtožnico in to je to. Lahko bi rekli, da je v teh primerih pravica slepa. Pravica vedeti, o tem smo danes že ogromno slišali. Iščemo resnico in samo za resnico gre. Zato morajo obstajati komisije za resnico. Truth Commissions, recimo tako, kot so imeli v Južni Afriki. Razni preiskovalni sveti, zato mora obstajati dokumentacija, zato morajo biti arhivi dostopni, odprti. Na temelju novo odkritega arhivskega gradiva se pišejo zgodovinske knjige, se pišejo učbeniki. In največja neumnost je seveda, ki jo slišimo včasih po krogih zgodovinarjev, da kaj se greste, pišete novo zgodovino, revizija zgodovine, to je nekaj dolgokletnega. To je največja neumnost, ker bistvo zgodovinarjevega poklica je, da išče resnico na temelju novo odkritih dejstev. Pridejo nova spoznanja. To je bistvo zgodovinarjevega poklica, tako kot je rekel znani medievalist, francoski zgodovinar Marc Bloch, so ga bili nacisti leta 1944 od Žida. Preteklost je nekaj, česar ne moramo spremeniti, ampak naše znanje o preteklosti se pa nenehno spreminja, nenehno dopolnjuje. To je bistvo, to je tisto, kar mi počnemo. Pravica do poprave krivic, o tem nam je kolega Ulic povedal ogromno pretresljiva dejstva, kako ljudje še po toliko desetletjih iščejo neko zadoščenje, iščejo neko odsev v očeh drugega, da so vrnili imeli prav. Ampak dostikrat te potrditve ne dobijo, ker je država gluha in slepa za njihove stiske. Pravica do zakonitosti, o tem sem že nekaj povedala, kako je z slovenskimi sodišči zelo žalostna, pravzaprav žalostna slika. In seveda, gre za to, da vse to počnemo zaradi tega, da se te grozne stvari ne bi več ponovile. Torej, da se mladim generacijam, vam, ki ste v večini tukaj, ne bi dogajale iste napake, naj rečem, iste neumnosti, iste slepote, kot so se dogajale naši generaciji, generacijam v nami. Zdaj, slovenski spravni proces je zapleten. Jaz bom čisto na kratko, pa mogoče najvažnejše poteze izpostavila. Tukaj je dr. Jože Pučnik, eden najpomembnejših slovenskih političnih dizidentov, ki ga vedno poznate tudi kot tvorca samostojne slovenske države. In on se je prvi zavedal, da je poprava krivic, da je spravni proces izjemnega pomena za demokracijo. Zato je ustrajal na tem, da se ustanovi parlamentarna raziskovalna komisija, ki je sredi 90 let zbrala ogromno gradiva
o tem, kaj se je dogajalo na Slovenskem med drugo in po drugi svetovni vojni. Ampak žal je večina gradiva varno spravljenega v kleteh slovenskega parlamenta. Torej je nedostopno javnosti. Moj kolega dr. Hančič, ki ga boste kasneje spoznali na okrogli mizi, pa še en kolega iz našega študijskega centra sta uspela velik del gradiva pregledati, ampak žal, gledajte, tako na Hrvaškem, kot tudi v Sloveniji, kot tudi širše v Evropi, se srečujemo z enim fenomenom, ki se mu reče varovanje osebnih podatkov. Varovanje osebnih podatkov, ki je seveda hvalevredna človekova pravica. Ampak ko gre pa za varovanje ljudi, ki so bili akterji totalitarnega režima, ki so bili agenti Stasija, Udbe, Sekuritateja, koliko osebnih podatkov lahko tukaj varujemo? Dajmo se enkrat vprašati, pošteno. A gre za varovanje osebnih podatkov, ali gre za varovanje oseb, ki so bili storilci zločinov, ki so kršili človekove pravice? To je eno temeljno vprašanje. Čisto na kratko, v študijskem centru za narodno spravo, kot sem že prej povedala, ustanovljen 2008, nismo samo raziskovalci, zbiramo dokumente, zbiramo pričevanja, ogromno publikacij smo že izdali raznih, poiščete nas lahko tudi na spletu, na Twitterju objavljamo. Takole, gledajte, gremo na dom, snemamo pričevanja, nekateri ljudje pač želijo še pred smrtjo povedati svojo zgodbo, mi jim to omogočimo. Razne konference, mednarodni dogodki, ogromno je tega, po vsej Sloveniji, pa ne samo po Sloveniji, tudi po Evropi. Opozorila bi vas rada na Evropski dan spomina na žrtve totalitarizmov 23. avgust, ki ga študijski center za narodno spravo obeležuje vse od leta 2009, torej vse od začetka. Delamo z mladimi. To menimo, da je izjemno pomembno, kajti mladi so tisti, ki bodo nadaljevali naše delo in ki morajo slišati resnico. Smo tudi upravljavci edinih komunističnih zaporov, ki so še ohranjeni na Slovenskem. To je stavba za slovenskim parlamentom, sredi Ljubljane, tako imenovane celice. Gre za 7 zaporniških celic, ki so zaenkrat v zelo slabem stanju, ampak srčno upamo, da jih bomo v prihodnjih letih spremenili v muzej totalitarizma. Naša mednarodna dejavnost je zelo razvejana, tudi v Evropskem parlamentu, recimo, smo že gostovali. No, o platformi Evropskega spomina in vesti sem vas že obvestila, to je torej povezava, mednarodna povezava institucij, ki se ukvarjajo s totalitarizmi. In gledajte, zelo pomembno je, včasih se človek znajde tako sam se počuti, kot da ništa drug ne razume njegovega dela, njegovih problemov. In ko se najdemo s prijatelji iz Evrope, seveda si izmenjujemo naše zgodbe, naše izkušnje, in to je izjemnega pomena. Tole je učbenik, evropski učbenik za šole, za zgodbami dizidentov, žrtev in tako naprej. V različnih jezikih obstaja. To je razstava o totalitarizmih, ki potuje po vsej Evropi, po svetu. In to je projekt, ki je izjemnega pomena Justice 2.0, to je pravni obračun za zločini komunističnega totalitarizma na mednarodni ravni. Zadevo vodi Estonija, ki trenutno predseduje Evropski uniji in želi ustanoviti morda niti ne mednarodni tribunal za zločine komunizma, morda nek preiskovalni svet ali neko komisijo za resnico, ampak vendarle tudi o teh zadevah je potrebno govoriti. Zdaj bom malo pohitela, se upravičujem. Glede, študijski center je dal tudi pobudo, da britanska in slovenska vlada skupaj ustanovita komisijo, ki bi se ukvarjala z eno najhujših
travm slovenskega naroda. To je prisilna vrnitev domobrancev, Homeguards po drugi svetovni vojni iz Koroške, kamor so se zatekli pred komunističnimi oblastmi. Britanci so jih prisilno vrnili v Jugoslavijo, kjer so jih jugoslovanski partizani pobili v Hudi jami, na Teharjah, v drugih številnih jamah po slovenskem ozemlju, kjer je seveda tudi ogromno Hrvatov, Srbov, Črnogorcev, Nemcev, Italijanov in tako naprej. Skratka, jaz včasih uporabim izraz, mogoče malo pretiran, ampak vendarle, Slovenija je killing fields. Zdaj pa na nekaj zadev, čisto na kratko vas opozorim, izpostavim pa arhive. Kakšni so problemi z tega slovenskega spravnega procesa? Manjkajo pravne presoje, to sem že povedala. Postavi se vprašanje o genocidu, ki so ga izvršile komunistične oblasti proti svojim političnim nasprotnikom. Torej, bi lahko govorili o neke sorte politicidu ali policidu, uničevanje političnega nasprotnika skozi izvensodno pobijanje. Imamo diskriminatorne vojne zakone, kjer imamo prvorazredne in drugorazredne, torej prvorazredne partizane in drugorazredne domobrance in vse ostale, ki so se ravno tako bojevali proti totalitarizmu. Pomanjkanje arhivskega gradiva. Zdaj, pomanjkanje arhivskega gradiva je zelo pereča zadeva. Jaz sem bila članica arhivske komisije 5 let in zadnjih 5 let predsednica arhivske komisije. To je organ vlade, ki je dovoljeval pogled v gradivo nekdanje tajne politične policije ali UDBE. Prvih 5 let nismo imeli skoraj nič prošenj. Seveda, ker tega gradiva v arhivu ni bilo. Potem je prišel v arhiv meter pa pol gradiva. Zdaj to je smešno, Stazija v arhivu ima kilometre in kilometre gradiva, v Sloveniji slovenski arhiv meter pa pol. In še ta meter pa pol so skušale slovenske leve oblasti zapreti za javnost in s tako smešnimi izgovori, kot je varovanje osebnih podatkov. In res mi je na nek način uspelo. Arhivska komisija se je v zadnjih 5 letih soočala z približno 3 do 4 prošnjami na mesec za pogled v gradivo, ki je bilo do tedaj prosto dostopno. Recimo, gradivo nemških vojakov je bilo pod formo zaščite osebnih podatkov zaprto in je morala arhivska komisija dovoliti pogled. Take neumnosti se dogajajo. Tako da jaz sem zelo skeptična, kaj se bo dogajalo v bodoče. Sedaj slovenske leve oblasti so postavile novo arhivsko komisijo in vprašanje. Mi smo dovolili vsako vlogo smo dovolili. Kaj se bo dogajalo v prihodnje, je veliko vprašanje. Kaj ti arhivska komisija lahko odloči in zapre neko gradivo. To je to. Gradiva, kot že rečeno, pa je izjemno malo, kajti v 80-ih letih, po začetku 90-ih letih bilo uničenega večino arhivskega gradiva UDBE, tam nekje med 80 do 90%, sežganega, zakopanega, na različne načine uničenega gradiva in nihče ni odgovarjal za to dejanje, lahko bi rekli, kulturocida. Seveda vsi govorimo o tem, da je verjetno gradivo UDBE tudi v Beogradu. Sem pripričana, da je, ampak izkušnje kažejo, da je praktično do njega je nemogoče priti in Srbija je želela to gradivo zapreti do leta 2071. Bili so protesti tudi v Evropskem parlamentu, da bi moralo biti to gradivo skupna, naša skupna dediščina, bivše skupne države, tudi naša skupna last. Jaz srčno upam, da vendarle to postane eno bistveno vprašanje v pristopu Srbije k Evropski uniji.
Glejte, želela bi poudariti, da v Sloveniji seveda za razliko od Nemčije ni bilo nikakršne ilustracije. Ljudje, ki so kršili človekove pravice in temeljne svoboščine, kot recimo sodniki, tožilci, so ostali na svojih mestih. O politiki bi lahko napisala roman. Slovenska politika pač ni zmogla toliko moči, da bi potrdila, oziroma je potrdila tisto evropsko resolucijo Evropskega parlamenta iz leta 2009. Ampak zraven bi bilo pa toliko izogibanja, toliko sprenevedanja, toliko, lahko bi rekla, že kar povalinskih izjav, da se človek res kar zgrozi. In bom zaključila z vprašanjem, ki ga je Pučnik načel. Zakaj ravno ta slovenski prostor tako zatohel, tako neprezračen? A smo državljani poškodovani? Verjetno smo, ne? Naše mentalitete so drugačne kot na demokratičnem zahodu, ker smo preživeli desetletja totalitarizma in človek opogne glavo in si želi preživeti, ne želi na ulico, ne želi protestirati, nima državljanskega poguma, ne gre na volitve. To so vse posledice. Tako da nas čaka veliko dela v uporu kulturi molka in pa v iskanju resnice, pravice in spomina. In tukaj seveda je vaša naloga izjemno važna. Na vas mladih je, da ne pozabite na tiste junake totalitarne dobe, kot je bil tukaj recimo naš kolega Kacin pa drugi naši kolegi, prijatelji. Torej, njihovo delo, njihova prizadevanja, njihovo potrpljenje je pravzaprav tisto, česa ne smemo pozabiti. Hvala lepa.